Nobody sees, nobody knows. We are a secret, can't be exposed. That's how it is, that's how it goes. Far from the others, close to each other. Dobro jutro, mlinarice in mlinarji, potapljači in potapljalke, raziskovalke in raziskovalci. Mlinarji in mlinarice ni zaželjeno, sem pa namenoma izpostavil, da si nekako date v spredje. Ta pesmico na začetku sem vam dal v podlagi, bi bilo fajn, če si jo znate sami predelati. Uncover, Zara Larsson, če bo kdo iskal. Nobody sees, nihče ne vidi in nihče ne ve naše skrivnosti. Smo skrivnost in ni smela biti izpostavljena. Tako je in tako gre in daleč drug od drugega smo, pa v isti sapi blizu drug z drugim. Torej, ta družina, o kateri se pogovarjamo, o plemenu, to je, to ne vidiš, to čutiš, vidiš. Mi smo rekli, čutimo se že, sem poznamo se pa še ne. In je super, da se spoznavamo tudi na fizični obliki in tudi na zemeljski, ker je to lažje. Zdaj, mesec november je tak pretresač, ne? Pa smo spet v mlinu, kjer je treba trest sito, da se moka preseje. Mi nimamo kaj mlet, naša naloga ni, da meljemo nobene probleme. Kar se mlinarstva tiče, je največje spoznanje, da rečemo, mi smo kot reka, življenje je kot reka, se pretaka, to ni nobena modrost, ne? In jo verjetno tudi sami že dosti dobro poznate, ampak razumeti pretočnost, to je pa nekaj, kar je, bom rekel, sporočilo tistih iz naše družine, ki so daleč stran. Ne? Daleč stran lahko pomeni, da so tako daleč stran, da sploh niso več na zemlji. Ne? In takim, ki niso na zemlji, pa ponujajo širši pogled ali pa, kako se že reče, inspiracijo umetnikom na zemlji. Temu so rekli muza, kaj ne? Muza je tista, nekaj sem bral v življenju, pa bi bilo fajn, če bi danes mičkam tudi, preden sem iz ust to besedo kaj pogledal, ampak glede na to, koliko jaz to razumem, muza je nekaj, kar nimaš pri sebi, se s tem močno povezuješ in preko tega dobiš različne uvide in spoznanja in navdih za sebe in je istočasno navdih za druge. Muza je bila, kako že, Urška neuslišana ljubezen našega Prešerna, ne? In ona je bila njemu navdih. Ne? Čeprav v bistvu sploh ne vem, a je bila to resnično nesojena ljubezen ali kako, skratka, kako se je poslovila, je njemu je postala in je bila navdih. No, in če se mi približamo pretočnosti, je ena izmed takih stvari moje dognanje, pravzaprav moje muze, a ne, da nam, da moramo biti pretočni, se bom zagotovo vrnil sem. Mi smo rekli, da smo ljudje in mi ljudje imamo vse sort to, kar vidimo na ven in imamo tisto noter nekaj, kar ni videti, ne? In smo rekli, ja, to so pa misli. Niso, eno so misli, bolj pomembna stvar, ko se pogovarjamo o čutih in občutkih, pa so tisto, kar mi občutimo, ker misli ne občutimo. Mi občutimo čustva, ki so posledica tega, kaj naše misli mislijo. Ne? In če jaz prav to si razdelujem, misli spadajo v telo, ne? Torej naše misli so del zemeljske stvari,
dočim čustva so pa vezana, ne, pa sej bom kar takoj prekinil, ker misli niso čist zemeljska stvar, ker ne morajo biti. Skratka, hotel sem priti do tega, da mi stvari občutimo in o tem smo se pogovarjali včeraj v liveu, kjer smo rekli dihajmo, a ne? In čustva so božji občutek, dano nam je čutiti in to smo ljudje in občutimo. Wow, ljubezen, najlepša je, ko pride ljubezen, a ne? Ko pa pride žalost, pol pa bem tiš, no ti pejt pa stran, pa zakaj si tle, pa zakaj se je to zgodilo. In nam se lahko zgodi, da ta občutek, ki je v tem trenutku v svetu zelo močno prisoten, pa verjetno je bil tudi v zgodovini prej, je žalost. In mnogi iz žalosti ne znate najti izhoda, kje je catch, zakaj ste se zahaklali, zakaj ne more iti ven, zakaj se mi je to zgodilo, zakaj je in umrl, zakaj tako mlad, pa zakaj se je tako odločil, pa jaz ne morem ven iz tega, ko bom dobil to in to, pol mi bo pa v redu, do takrat pa jaz ne vem, kako bom sploh preživel in hočem zdaj malo orisati. Ta pogled, ki se nam je avtomatsko ustvaril v žalosti, ne, pa da je bila stvar še bolj za zares, smo jokali, pol smo pa kar jokali, pa mislili, da bomo kar solzam izpucali, pa v bistvu smo rekli, solze so čistilni servis, absolutno čisti, ampak to ni dovolj. Nekateri ljudje so žalostni celo življenje, zaradi tega, ker nečesa niso predelali. Pa boste rekli, ja, pa prej si rekel pa mlinarji, moraš zmlet pa bo. Ne predelali. Ne na tak način, da iz pšenice predelamo moko, ampak da ta čustva, ki pridejo, ozavestimo. Ne? Prišla je ljubezen, ozavestijo, čutijo, lepa je, dejo. In takrat mi postanemo tako, wow, to je pa feeling, ki bi ga imel, a ne? To bi imel. In to začnemo mi jemati k sebi, kot da je moje. Ne? Recimo partnerja, recimo stvar, ki nam spodbudi ljubezen. Ne? Imamo občutek, da je tudi adrenalinski športi, da so ljubezen. Pa ni, to je samo eden izmed takih občutkov, ko nekaj občutiš, seveda s pomočjo malo adrenalina, ki je, ali bom živ ali ne bom živ sem, wow, pa sem, ne. Ampak mi bi te občutke ljubezni imeli, vendar kozmični zakoni pravijo, več, kaj daš, več imaš, tako da moraš dati, ne. Pa ne morem zdaj njega spustiti, ali pa njo, če pa imam jo tako rad, pa moram jo držati, ne. Nekako se zgodi se kontraefekt, več dobiš ljubezni, če jo več daš, ampak ne dobiš jo od ljudi ali od človeka, ampak dobiš jo od zgoraj in več, ki jo daš, več jo dobiš, naj si bo do partnerja ali do vse splošnega delovanja, to, kar smo. Problem se zgodi pri žalosti, ko pa rečemo, zdaj sem pa žalosten, pa zakaj se je to zgodilo in čakamo na odgovor. Če bi dobil odgovor, potem bi se pa jaz pomiril, pa bilo vse v redu, ne? Pa tega odgovora nikoli ni. Zakaj se je to zgodilo? Na ta umski, zemeljski način, na tridimenzionalni ali pa to, kar razmišljamo v okviru, takega odgovora ni. Enostavno ga ni. Je pa spet tle kozmični zakon. Bodi reka, let it flow, naj teče, pusti, naj te nosi voda. A ste rekli, pa jaz nočem biti na valovih žalosti. Seveda ne, ampak to je občutek, ki je bil potreben, ki je del univerzuma. Ne? Je čustvo, je težko, ampak če ono zastane, če smo rekli, da pretok energije ne funkcionira, da ono ta žalost zastane noter, potem nas to začne razžerati kot rja in lahko sledi to v, bom rekel, psihične bolezni, zmanjšan pretok in seveda manifestacije na fizičnem telesu. No, tam pridejo pa doktorji, pa pogruntajo, da je nekaj narobe, pa začnejo s svojimi čarulami, da mi pozdravimo tiste simptome, da le ne bi pozdravili duše, da se ne bi slučajno mi prebudili v to, kar smo. To, kar smo v bistvu se zdaj učimo. Mislim, da le redki na svetu so imeli te stvari pod kontrolo. Redki, ne mislim, vem, le redki umetniki, pisatelji, mogočni in veliki ljudje so imeli te sposobnosti biti svetnik, biti svetilnik, biti pretočni kanal.
pa so bili polni humorja, pa so znali predelati žalost, predelali so strahove, pretransformirali so razne občutke, prijetne in neprijetne. Vendar v nobenem primeru ne smemo razmišljati, da bi ta občutek, ki pride kot čustvo, kot občutek noter pride, ne kar pride, kar zgodi se, ne, hočeš, nočeš, kar zgodi se. Da te občutke mi nikoli v življenju ne smemo zadrževati. Ampak naučeni smo bili, da to je treba pa zadržati, kar je v bistvu genau narobe. Torej, mi moramo svoje stvari v življenju, svoje čustva, znati jih najprej občutiti, jih na tak način ozavestiti, pa reči, tole pa žalost, tole pa še večja žalost, jebem ti kakšno žalost, tole pa veselje, kakšno veselje, sto mater kakšno, ali pa tole pa milost, tole pa novo čustvo, tole pa novo občutenje, ne vem, če zdaj že lahko več o čustvih govorimo, ampak o občutkih, občutek sreče, občutek milosti, občutek sproščenosti, občutek svobode. Vse te občutke mi imamo, vendar te občutke moramo znati opazovati. Zaradi tega, ker občutki so nič drugega kot pretok energije skozi nas. Če mi to energijo grabimo in jo hočemo imeti za sebe, to ni nam v redu. Mi moramo to energijo prepuščati skozi, kajti energija je v tem primeru svetlobna koda oziroma je enako informacija. In informacija, ki jo dobivamo v sebe, moramo prepuščati in jo dajati naprej. Dajemo jo pa naprej kako? Ja, tako, da če pride informacija, tole imaš rad, tale občutek, torej moramo dati naprej. Torej, pri kruhu smo pri meni, ne bo to ta sinonim. Želim ga dati in ga bom naredil in stvar je narejena, ampak občutek miru, ljubezni, predanosti je tukaj še, ko ga režem, dokler ga ne zmanjka, do takrat pol to približno traja. Pa je spet kruh, spet zanimiva stvar pri celi stvari. Kam sem jaz hotel zapeljati? Da moramo, svetlobne kode. To so naše kode, ki prihajajo in če jih primemo, pol imamo sam tist, kar je prišlo. Noč novega ne more prijeti, pa to držimo, pa razdeljujemo, da bomo mi razumeli. Neš kaj razumeti, majster, boš ti razumel, ko bo tvoj čas, ko bo dovolj informacij, pol boš pa dobil spoznanje. Ne znanje, spoznanje. Tudi razumevanje je nekaj, kar pride ob skupku spoznanj, ko rečeš, zdaj pa razumem, zakaj je moralo se to in to takrat in takrat mi zgoditi ali mu zgoditi ali se je zgodilo. In zelo pomembna stvar je, da mi razumemo, če smo rekli, bomo se pogovarjali o telepatiji pa o telekinezi. To pomeni, da bomo se priklapljali na nekaj, kar je eno. Ampak ta eno ne hodi po dveh nogah po zemlji, vendar je vezano tudi na ven. In če ne bomo mi sprejeli neke izkušnje iz zunanjega sveta, bomo težko razumeli stvari tle dol. Iz tega naslova smo tudi vsi bili v življenju deležni izgub svojih bližnjih, oziroma naših muz. In muza je tista, ki prinaša občutke izven tega našega, bom rekel, razumljivega, zemeljskega polja, kakorkoli ga že vidimo, torej izven zemlje prinaša te občutke na zemljo. Ne moreš jih imeti, če nimaš te povezave in vsi moramo imeti to izkušnjo, spoznanje tega čustva, da razumemo kompletnost, Ne vem, mi smo daleč verjetno še od kompletnosti, zagotovo pa smo na pravi poti, da znamo torej čustva se zavedati, da jih imamo, pa da niso vsi hodeči po zemlji tako s tem opremljeni, da to imamo. Da ti občutki so lahko zelo prefinjeni
Torej imamo frekvence, ki so grobe, tako kot potres je tudi frekvenca, sam je groba in te pretrese. In tam ne moreš reči, da nimaš čustev, kaj ne? Torej jih imaš. Ampak se da ta čustva narediti bolj finejša, torej občutek prijetnosti, najbolj fini občutek je, ko te prežema, jaz sem rekel prežema, ampak ko se pretaka ljubezen in to hočeš in ne moreš jo to občutiti, če čustva zanemarjaš. Največkrat smo recimo pri žalosti naredili, sej to me nič ne boli, je že v redu, pa ni spustili nikoli. Leta in leta smo to nosili s sabo, pa ni potrebno. Potrebno je, da ozavestimo, da je in da spustimo, da gre. In nič ne traja večno. Zaradi tega je tudi veselje minljiva stvar, pretok ljubezni v popolnosti je tudi minljiva stvar, tako ki je žalost, jeza, sovraštvo, vse sort ti naši občutki prihajajo razno razni. In na nas je, da se odločamo, katerih želimo več. Valjda želimo več lepih, se nismo blesavi. Ampak kaj, ko si damo rajš negativne misli v bučo, kako bom pa to, pa skrbi, pa problemi, pa prekleta država, pa prekleti uni, pa kam so me tam zajebali, pa uno ne morem, pa to so se zlegali. Skratka, mi te negativnosti devamo v sebe, kar je čisti lapsus, mi moramo vzdrževati vibracijo v pozitivo. Skratka, da uporabim besedo pretočnost. Ko smo mi ozavestili naša čustva in občutke, je najbolj pomembno, da dovolimo, da oni grejo skozi. Pri žalosti je verjetno celo najlažje spoznati, kaj pomeni pretakaj. Ne? Da pretakaj je vidno tudi skozi oči, pretakaj solze, watch the water, ne? Watch the flow. Opazuj vodo, opazuj pretok, ker v tem toku je vodni tok in je električni tok. Torej gre za neko silo, neko moč, neko energijo, ki tam je za povrh, pa je to tok informacij. In mi moramo biti pozorni, kaj se skriva. Mi moramo samo bodi observer, bodi opazovalec. In znotraj tega toka lahko zagledamo, da priplava nekaj. Kaj da bi sedeli na robu reke in gledate, zdaj pride listek, pol pride račka, pol pride veja, pa pride deblo, pa pride nič, pa pol malo piha, pa pol malo voda pade, pa malo naraste. En kupenih dogodkov je pri reki. Že pri jezeru jih je, da ne govorimo pri nas na Cerkniškem sploh. Enako je pri teh, ko opazujemo, ko smo mi zunanji opazovalec teh svojih občutkov. Čist fini občutki prihajajo. Zdaj že malo smo pozorni na mravljinčke, na dvignjene kocine, na občutek milosti, na občutek intuicija je tudi občutek eden izmed čist občutek, saj se ga jo ne da videti intuicije. In če mi opazujemo te stvari, zagotovo vmes tudi vidimo informacije. Pa smo na unem, ko smo se pogovarjali nekaj časa nazaj, lesk. Ko si dovolj pozoren, potem pride bliss. Torej lesk se pojavi tu, pa tam, umarička lega pa tam tudi. Enako je pri opazovanju teh naših občutkov. Znotraj njih lahko jaz zase rečem, prihajam do spoznanj. In spoznanja so za moje pojme najbolj vredna stvar, da si lahko obrazložim določene pojme. Ne? Da nekdo reče, veste kaj, ali pa to so bila sporočila, ki sem jih jaz dobival, pa jih predajam z enakim žarom naprej, bodi, to je dovolj. Pa zdaj bodi, ja, okej. Sedim pa sem in to je to, a ne, okay. Ja, ampak zavestno noter pa opravljamo veliko delo. Ni naven nič videti, izključno zelo mirni izgledamo. In se vprašaš, kaj pa je pol naš namen, da smo tle. Da sedimo, pa smo. Ja, ampak kaj je delo, moramo pa še definirati, pa še nismo. To, kar se pretaka skozi nas, je za Zemljo nujno pomembno. Zato človeštvo je ta pretok zelo pomemben, ker do pred kratkim je bilo mnogo ljudi brez tega
pretoka. Nismo bili urejeni. Ta pretok je kar tekel, kar vse povsod je puščal, na principu tako, da so se nam na ta tok priklapljali in nas cuzali, ne? Pa še malo so zmotili, da se mi ne bi slučajno ne bi ozavestili, kaj v nas je, kako sprejemamo te občutke, da bi lahko opazovali te kode, ki prihajajo skozi ta tok. In niso želeli nikoli, da mi spoznamo, kdo smo, kajti na tak način ustvarjamo svet, ki ga oni ne morejo kontrolirati. To je Orwell napisal drugače. Tako, čakaj, tle sem imel še eno dobro misel. Aha, mi moramo to pretakati in je dovolj bodi, ne? Ja. Ta svet nujno potrebuje to energijo, a ne? Čisto, lepo, božansko. Tako, kot jo mi želimo dati. Ne tako, kot nam jo oni sprožijo. A ne? Oni so nas sprovocirali, da so dobili našo reakcijo, torej božji, ko so se kar ne smejali, ko so dobili to, ta prazni. Mi pa vemo, da smo se znali pred časom že umakniti v naravo in tam dobiti za začetek svoj mir. Naša najbolj osnovna lekcija ali pa smernica naših angelov varuhov, če ćemo temu tako reči, je bilo: pojdi v mir, dihaj. Sam dihaj, je dost. Tle si v prvem razredu, zdaj dihamo, a ne, pa umerjeni smo, pa bomo pol v drugem razredu jemali, da prisluhnimo, a ne, pa bomo v četrtem razredu vzeli, občutiš kaj, žalost in tako, ne, in pa veselje ali pa radost, ne, strah pa ne. Ta zemlja krvavo rabi to energijo. In to je tista stvar, ki jo je bila upodobljena v mnogo oblikah. Spomnite se, kako so upodobljeni bogovi ali boginje. Ne? Bojevniki in bojevnice se borijo za to, da vzdržujejo svoj mir, da lahko opazujejo pretok, ki se za mano tudi dogaja. In ta pretok pripeljejo do te točke, da se usedejo, ker boj ne traja večno. Boj je samo v tej fazi, kjer v bistvu mi moramo zaščititi lastni mir, zato ker vemo, zakaj ga branimo. Smo v sebi, nosimo mističnost, magičnost, ki ne sme biti ekspouzana, prepoznana, mora biti skrivnostna v začetek komada, ne? In preko boja, varovanja pravzaprav, želimo priti v popolni mir. Vsak bog in vsaka boginja je v miru, kaj ne? Ima kdo kakšen meč ali pa vile ali pa klado v rokah ali pa kuhavenco? Ne. Zaradi tega, ker je naloga tistega, ki pride preko svojih notranjih bojev, vseh strahov, preide strahove, pride do stadija, da je božanski in da je Bog in da pretaka božansko energijo dol na zemljo. In zdaj, če si mogoče malo predstavljamo, smo v bistvu vsak izmed nas, ki naredimo korak k sebi, postanemo nov steber luči, ki jo prinašamo na ta svet. V tem trenutku, v času korone, mi odkrivamo to skrivnost koronske čakre, kjer v bistvu razumemo, da gre za fizični svet in gre za mentalni svet, da gre za občutiti nekaj, da gre za višje energije in najvišja stopnja vsega je pretočnost, pretok. Kadar stvari kontrolirano pretakamo, kadar nismo sužnji čustev, torej smo se zmenili, mi moramo biti čustveno stabilne osebe, nas čustva ne smejo premetavati, okolica na nas ne sme vplivati, zato da se umirimo in da kontroliramo ta tok in ga beremo. Beremo kot knjigo, kot akašo, kjer noter so vsi zapisi, ki jih mi potrebujemo. Mi smo prišli na zemljo kot bogovi z vsemi darovi Boga, vendar z izbrisanim spominom. Mi se samo ne spomnimo. Zdaj smo se začeli spraševati, se opazovati in prihajajo, nam se počasi spomin vrača.
bom rekel, ta kozmični spomin, ta univerzalni spomin. Dejstvo je, da v nas vse piše. Nismo razumeli, in če je kaj od mojega dognanja, je dognanje, da moramo resnično upoštevati pretočnost, ki prihaja skozi občutenja, skozi občutke. Bom rekel, čustva so še trda stvar v primerjavi z občutki. Koliko je intuicija je recimo ena, za moje pojme, moje razmišljanje, mogoče najfinejša oblika občutkov, vendar so močni, ne? Niso grobi, so pa močni. Intuicija je občutek. Ne veš odkje, ne veš zakaj, ne razumeš ga, ker nismo še tako zelo dobri, da bi mi to znali prebrati, vendar intuicija nihče izmed nas ne more zanikati. Tako kot noben izmed nas ne more zanikati ne žalosti, ne ljubezni, ne jeze, niti strahu. No, in če smo rekli, da smo se pojavili tle a je po nesreči, da smo se pojavili? Ne. Če ne bi bila zemlja tako v dreku, kot je zdaj, pol mi ne prišli dol, bi bili rajš gor, ker gor je mer, polni tle, čist cel kaos in štala in žalost in strah in jeza in cele zmeda je tle dol na zemlji in mi nismo hoteli iti dol, ampak smo se odločili, da bomo družinsko sodelovali in si bomo pri našem razvoju in razumevanju pomagali, ne, na tak in drugačen način kot družinski člani. In mi smo prišli ta svet reševati. Za mnoge izmed družine naše, ne, se pravi plemena, je ta svet prekrut. Zaradi tega je toliko, bom rekel, tega, da ljudje zapadejo. Alkoholizem je recimo ena izmed takih. Ne preneseš tega sveta in se ga zabutaš že zjutraj, da greš v svojega in si tam. Ne? Mnoge duše pobegnejo ven, ne morejo več, mnoge grejo ven, bom tako rekel. Zdaj, satanizem je skontal, da je super, če te duše kar čim prej grejo same ven, ne, se jih ne da drugač frderbati, kakor da same se odločijo, torej pa smo pri svobodni izbiri, svobodni volji in svobodni odločitvi, ne, svobodna, torej duša je svobodna že v štartu in dela to, kar želi, pogojevanja so pa stvar zunanjosti. V nas so kozmični zakoni, ne pa pogoji so stvar njihova. No in na tem svetu smo mi prišli prinašati ljubezen. Ne? Ampak ljubezen nismo še razumeli. Pa da ne bo pomote, tudi jaz nisem nič kaj dost super ekspert, vem za določene aspekte, ampak mislim, da še nismo vsega, ker imam lepe izkušnje, bom rekel, ali momentalne, ali obdobje, ali kakorkoli, zagotovo pa se da še napredovati, ker telekineze še ne znam, no. Še so znanja, ki jih ne znamo in smo vse mogočni, ampak osnovna vibracija je ljubezen. In to ljubezen v bistvu mi izkušamo spet skozi notranjost, ker imamo to, s čemer se ljubezen izraža, ne? Za razliko od nekaterih, ki tega nimajo, pa nimajo, pa sovražijo to, pa ne morejo ubiti, znajo pa to stvar, v bistvu znajo nas prizadeti. Točno po čustvih, ker se zavedajo, da to je treba frderbati, to je njim grdo, oni tega ne marajo. V tem momentu, ko mi začnemo izžarevati, pa smo prizadeti, pride do strahu in se bojimo izžarevati, da ne bomo prizadeti. Torej, a priori se bojimo nečesa, kar se še ni zgodilo in na tak način pa spet pa privlačimo. Ampak najbolj bistveno pri tej stvari je, da razumemo, da če smo mi tle telo v telesni obliki, je tisto, za kar smo sem poslani, ljubezen. Ta zemlja pa nam narekuje tisto, kar je kontra ljubezni. To pa je strah. Ne obstaja druga smer, levo, desno, gore, dole. Ali si v smeri, ki potuje navzgor, ali pa navzdol. To smo neke spirale enkrat risali. Ali pa bom še bolj simpel rekel, ena smer je k ljubezni, druga je pa k strahu. Pa mogoče niti ne kam potuješ, ne, mogoče že sam pogled, kam gledaš. Gledaš v sonce, v ljubezen,
v lepe stvari, torej v optimizem, v kreativnost, ali gledaš v temo, brezizhodnost, negativnost, strah, bolečino, jezo, maščevanje in tako naprej. Torej, že samo fokus je dovolj. Mi smo rekli, kurs je jasen, severni pol, tam je sever, dragi moji, je my mother. Jaz sem tista, ki prihajam iz miru in ni problema, krasno sem eno najden zapis. Vam ga bom dal in že tretjo oddajo zaporedoma, verjetno vam ne bom spustil slide šova, ker pač ni dovolj časa. Ena taka lepa je, ker tale komad v zadju poje, točno Savage Daughter o bojevnici, ne? Ni potrebovala veliko, ali pa ne potrebujemo veliko, čist malo rabimo. Rabimo prijazno besedo, prijaznost, svež zrak, čisto vodo, vrtiček, poljube, knjige, da jih preberemo, bom rekel, roko, pod katero se lahko zaščitimo, pridem do tam, prijetno posteljico in ljubezen, da jo lahko daješ in dobiš v zameno nazaj. Mi smo največkrat dajali ljubezen tem, ki so igrali, da so naši soulmate, ne? Mnogo je vez in povezav, kjer se najdeta točno empat, poln ljubezni in pa narcis, ki je v bistvu brez teh občutkov, rabi to energijo zase, istočasno pa tega, ki je poln ljubezni, lepo počasi razžera, ne? Zelo hudo je na tem svetu pravzaprav pozvati, kako smo se ljudje z dušo in srcem padli na trike teh brezdušnih prevarantov in v bistvu na tak način začeli uničevati sami sebe. Pravzaprav je ta odnos in delovanje narcizma uničevalo to našo božansko ljubezen, božanski pretok. Tle sem hotel dodati še nekaj, Kind of Clean Water Garden, Kisses, Books to Reach Out Make Arms, Sheltering Arms, roke zaščite, da imaš občutek, da imaš neko zaščito. Zdaj mi smo rekli, mi smo itak zaščiteni od angelov in to je vse ok, čeprav marsikdo bo rekel, to pa ni čisto glih res, zakaj pa ni bil. Nismo tle, da rešujemo druge, tle smo zato, da pomagamo razumeti, da se reši vsak sam, ker takoj, ko dvignemo vibracijo, to vse drži. Absolutno pa smo v pasažah, se znajdemo v pasažah, kjer nam ta pretočnost ni še stabilizirana, ne zastopimo. Tam pa mi potrebujemo nekoga, da se mu odpremo in da mu se poskušamo svoje občutke razložiti, da bi nam mogoče pomagal on s svojo izkušnjo. In prav je tako, da na tak način najdemo in predelujemo, vendar moramo biti pri tem pozorni in previdni, da ne najdemo napačne osebe. To smo se večkrat pogovarjali, mi smo se mnogokrat odprli napačnemu, ta napačen je iz glih teh besed naredil trn, ki ga ponucal, na katerega smo se sami ujeli, pa smo bili ribič me je ujel, ne, ni ujel me na mrežo, ujel me je le z besedo, a ne. Ljubezen, v bistvu bom še tole vam prebral, je v bistvu, ljubezen je sestavljena v eni duši in prebiva v dveh telesih, ne, in združenje dveh, ne, bom rekel še enkrat, ljubezen je sestavljena iz ene duše, ki prebiva v dveh oziroma večjih telesih oziroma v družini, pa to zdaj razumemo na zemlji, dušni družini, obstaja pa ta družina tudi mnogo višje in mi smo del ene duše in zato smo v bistvu, izhajamo iz ene duše, imamo vsi to stvar noter isto, smo pa pri tem zelo poškodovani, nevedni, to je, kad bi dal otroku v roke, kaj je svojim audio mešalno mizo za koncerte in kaj bo polil, poscal, potrgal in razturil. Zdaj to so počeli narcisi, mi v bistvu smo mogoče malo bolj previdni, vsekakor pa ne poznamo še vseh funkcij, ne, to je to. To je to, koliko smo našraufali? 34 minut.
prav, dosti je. Parazite imamo v telesu, bodite previdni. No, pa ker sem uporabil besedo pretočnost, bom še zaključil s tem, ko smo se pogovarjali veliko o času, ne, kako je čas je, pa ni, pa bo, pa ne razumemo, kako čas ne obstaja. Evo, pretočnost ali točnost. Točnost je tista stvar, ki jo duše ne marajo, o pravem času se zgodijo prave stvari in ga ni nekoga na svetu, ki bo rekel, ob 7:00 bodi tukaj, pa bomo šli pa bo pa zate to dober. No, pa boš plačal dolgo, pa bo super. Razumemo, da nekaj tu ne gre, ne? Točnost je nekaj, kar v bistvu dušam hudo smeta in smeta del tega, pridi točno v službo ali sem in tja, ne? Je še ena stvar, da v bistvu, ko delamo za druge, svojo vibracijo v bistvu rapidno in konkretno nižamo. Ko delamo za druge, svojo vibracijo nižamo. Ja, drugače pa ne morem. Razmisli. Če bi kreiral iz sebe ven, potem bi imel visoko vibracijo, ne? Če bi lahko risal, če bi lahko delal, pel, plesal, igral inštrument iz duše in srca, ker je pač to tvoja kreativnost, potem si na visoki vibraciji, ne? Kadar pa moraš iti delati za drugega, takrat pa vibracija pade. Pa ne menjajmo tega, kaj je s pomočjo, kako deluje pomoč, kadar gremo mi drug za drugega delati. Je to z največjim veseljem, užitkom in vemo, da se pretaka v tem času kvalitetna energija in to je vse lepo in prav. Delati za drugega, kot poznamo v sistemu, to je super nižanje vibracije in zaradi tega nas tako držijo v temu in zdaj so temu naredili še upgrade, da v bistvu še ko si na delu za drugega, moraš se ukvarjati s časom, s prihodom, odhodom, koliko časa si kadil, koliko časa si jedel, koliko časa ne vem kva. Tudi tole je prečudovit komad, tudi vse mislim, da smo si ga že zavrteli. All I Want, Mountain Top Worship, bi rabili to preposlušati z besedilom, s prevodom, pa potem dati v kontemplacijo, da bi razumeli, kdo komu kaj poje, ne? In kako, kdo koga poimenuje. Sem še eno stvar sem hotel reči, ja, da nam čas drajsajo, da znižujemo vibracije z delom, da točnost je čist nekaj drugega kot preciznost. Želimo izdelki ljudi, ki so predani svojemu delu, so prečudoviti, pa naj si bo to iz kuhne, iz glasbenega studija ali pa iz slikarskega ateljeja ali pa iz pisalnega stroja. Izdelki plemenskih ljudi so vrhunski, kopije pa so šlampaste in bolj, ko ste pozorni, bolj lahko razumete zapise v knjigah. Lahko smo pa malo manj pozorni, pa začutimo te stvari že skozi komentarje v socialnih omrežjih. Začutimo šlampavost na pravzaprav vsakem drugem koraku, pa v vsakem koraku je en kup ene šlampavosti in to so ti ljudje, ki nimajo pretoka. Te stvari počnejo ljudje, ki nimajo pretoka, imajo tle boj za preživetje. To je njim dovolj, torej jemo, papamo, fukamo, se zabavamo in to. Več jim ni potrebno, više razmišljanja jim ne potrebujejo in jih ne dojemajo. Vsi mislim, če se je človek rodil, ima iskro, ima zametek, poškodovani smo bili vsi, eni malo bolj, eni malo manj, eni smo delovali ves čas v pravilni smeri, mnogi so med časom stvari prodali. Ali obstaja verjetnost, da se nas prebudi več, ali je možnost, da se, bom rekel, zelo poškodovana duša ipak pozdravi, to pa nam bo še čas pokazal. Jaz želim, da vi, ki raziskujete, mi, ki raziskujemo, začnemo raziskovati po teh občutkih. Ne morajo se ti občutki zgoditi, dokler ne pustimo, da oni tečejo. Znotraj njih so zapisi in široka spoznanja. Jaz sem veliko bral, jaz sem veliko probal razumeti. Skozi glasbo sem vam večkrat rekel,
Pa sem 10 let nazaj pesem razumel na en način, 3 leta nazaj na nek drugačen način, 1 leto nazaj na nekoliko drugačen način, zadnje 3 dni, 5 ali pa 5 dni imajo besedila čist drugo dimenzijo. A ne? Torej, iz stopnje nivoja našega razumevanja tudi razumemo, kako je tisti, ki je ustvarjal, povedal, ampak on je povedal tako, razume se lahko pa tako, na več možnih načinov, kakor mi dojemamo svet in ga razumemo. Torej, še enkrat, za moje pojme najpomembnejša stvar v zadnje noči je biti pretočen, bodi prevodnik, bodi kanal, kanaliziraj to, kar si, to, kar imaš, skozi to, kaj si. S svojimi darovi in svojimi talenti izražaj sebe. Ne rabi biti to kladivo, ne rabi biti to lopata, bodi Bog, usedi se in tej zemlji ponudi ljubezen. To je vse. Držite se, uživajte, malo razmišljajte v tej smeri, pa se prav kmalu vidimo. Živja.